Dober dan, vsi lepo pozdravljeni in dobrodošli. Hvala za odziv, da smo se zbrali, da ste prišli predstavniki redov. Pa pozdravljam tudi vse, ki nas spremljajo po YouTubu, pa morda po Facebooku. Kako bo potekalo? Najprej je molitev, bomo izpostavili najsvetejše, potem pa ta molitev zahvale bo na tak način, da boste prihajali sem k ambonu, pa povedali, zakaj se zahvaljujete, kaj je bilo v tem letu takega, da se lahko zahvaljujete, ker je res dragocena prilika, da si delimo našo hvaležnost in da skupaj se Bogu zahvaljujemo. Zdaj, kakšnega posebnega razporeda ni, ampak kar predlagam, da boste začeli s te strani, pa potem počasi gremo pa naprej. Kar je pomembno je to, da ohranjamo razdaljo, 1,5 metra, tako med enim in drugim, da spoštujemo vse te ukrepe, ki so gotovo dobri pa potrebni. Potem po molitvi bo sveta maša, in duhovniki ste povabljeni, da boste somaševali. Pri oltarju je dovolj prostora, tako da bomo lahko v taki pravi razdalji, mislim, da kar nas je duhovnikov tukaj, da bomo lahko vsi pri oltarju, pa tudi v dobri razdalji. No, kar se pa tiče obreda obnovitve za obljub, to pa potem bo sestra Mirjam potem povedala, da ne bo preveč naenkrat. No, tako, naj bodo ti trenutki, ko smo skupaj, res v tej zavesti, da ste predstavniki redov, pa tudi drugih inštitucij, torej v tej zavesti tega posebnega dneva, današnjega praznika Jezusovega darovanja, začnimo to naše srečanje v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Spoštovani vsi navzoči, če sem prav informiran, bo srečanje ob navzočnosti oseb posvečenega življenja danes, 2. februarja, samo v 2 škofijah v Sloveniji. Eno od teh srečanj je tukaj v Dravljah. V imenu Slovenske minoritske province Svetega Jožefa želim izreči Bogu zahvalo za minulo leto. Čeprav nas je bolezen koronavirusa močno prizemljila, smo do sedaj srečno išli izpod njenih krempljev. Nihče se ni okužil, čeprav 2 sobrata vsakodnevno hodita po ljubljanskih bolnišnicah, tudi do COVID bolnikov. Papež Frančišek je v zadnjih 4 mesecih imenoval 3 brate iz našega reda za škofe. Enega je imenoval tudi za kardinala,
Prav veseli smo, da je eden brat tudi iz naše province, to je pater Martin Kmetec, ki ga prav sedaj ob tej uri v mestu Izmir Smirni v Turčiji posvečajo za škofa. Škofijo bo vodil kot nadškof in metropolit. V mesecu decembru je naš ljubljanski nadškof in metropolit monsenjor Stanislav Zore pri svetem Petru v Ljubljani v diakona posvetil brata Klemna Slapšaka, ki bo danes tudi diakoniral. V septembru lani pa je vstopil v naš red sedaj že postulant Benjamin Ostroško. Za vse to in še več smo Bogu hvaležni in želimo, da bi tako lepo bilo še na mnoga leta. Gospod, notrdamske sestre, se ti zahvaljujemo za tvoje varstvo v preteklem letu. Ko nas je posebej v eni skupnosti obiskala koronska bolezen, si nam naklonil milost nepretežkega križa. Hvala, ker smo zmogle ostati zveste, skupaj in da smo mogle ohraniti zaupanje, da ti že veš. Hvala ti, Gospod, za sosestre, za vse dobrotnike, ki so poskrbeli za najnujnejše stike in opravke, ko smo mi bile v izolaciji in karanteni. Blagoslovi jih, Gospod, s svojo milostjo. Hvala ti. Hvala ti, Gospod, za ta čas upanja, kljub temu, da je svet v veliki stiski. Ker si nas varoval lakote, vojske nemirov, dal pa si nam ogromno časa, da se ozremo vase, da se dlje zadržimo ob bratu ali ob sestri, in da smo lahko odkrivali mnoge druge potencijale, načine, kako se darovati in služiti, ter izgorevati v malih stvareh vsakdanjega življenja. Hvala ti, Gospod. Starček Simeon in prerokinja Ana sta večino življenja ostala skrita in neopažena. Nanju je pokazal Gospod, ko sta ga v templju sprejela v naročje. Hvala ti, Gospod, za vse skrite sosestre, ki leta in leta, dan za dnem v zvestobi opravljajo svoje delo med nami.
ter ohranjajo mir v svojem srcu in svetlobo v očeh. Pričujejo nam o resničnem srečanju s teboj. Gospod, zahvaljujemo se ti za vse ljudi, ki nam jih daje srečati na poti življenja in nam s svojim pričevanjem pomagajo v naši rasti v hoji za teboj. Gospod, dobri Gospod, frančiškani želimo skupaj z našim očetom Frančiškom prepevati tudi v tem času. Hvaljen naš Gospod v sestri epidemiji, ki nam daje možnost, da na novo doživimo lepoto bratstva. Hvala ti za ta čas preizkušnje, ko smo spoznali, da je lepo biti skupaj, ko smo delili in delimo skrbi, občutke negotovosti, vse to, kar doživljajo družine, bolni, ostareli, osamljeni, da smo lahko tudi na ta način blizu ljudem. Hvala ti, Gospod, za vse brate, starejše, ki vztrajajo in nam dajo zgled na mlajšim. Hvala ti za vse tiste po bolnišnicah, ki strežejo in so blizu trpečim. Hvala ti, Gospod, za vse, ki v pastorali po župnijah iščejo novih načinov poti do ljudi, ki so žejni tvoje besede. Hvala ti, Gospod, tudi za to, da nam daješ novih poklicev, za brata Jana Dominika, ki je v tem letu izrekel slovesne zaobljube, in Domna, ki je prišel v postulat. Hvala ti tudi za vse tiste brate, ki so že pri tebi v večnosti in prosijo za nas. Gospod, hvala za toliko življenja, ki ga prebuješ med nami, za vso žejo in pristna hrepenenja, ki jih polagaš v srca mladih in zakoncev, da med nami zares gradiš bratstvo. Res ti si ljubitelj življenja. In prav zato ne nehaš kazati svoje stalne navzočnosti med nami. Daj zato tudi nam posvečeni milost, da te bomo prepoznavali v tvojih obiskanjih, ko vstopaš in se daruješ v templju našega srca. Hvala, da nas svojim ognjem duha prečiščuješ kakor zlato in iz nas pečeš dober kruh, da ga bodo ljudje, katerim smo poslani, lahko z užitkom jedli.
naj bo vedno več tebe in vedno manj nas, da bodo tisti, ki nas gledajo, lahko slavili tebe, ki si izvir vsega lepega. Gospod, hvala ti za zglede, ki nam jih daješ v naših ustanoviteljih naših skupnosti, v drugih svetnikih, vseh dobrih ljudeh. Hvala ti, da nas po njih spodbujaš k darovanju, da bomo v vsakdanjem življenju, v preprostih dejanjih vedno bolj podobni tebi in njim. Hvala, Oče, za rodovitno leto, v katerem so se v provinci zvrstili lepi dogodki, začasne in večne zaobljube ter diakonsko posvečenje. Hvala, Oče, za milostni čas tega leta, ko smo imeli možnost biti in se še bolj povezati s teboj in v skupnosti med seboj. Hvala, ker si nam dal z manj pastoralnih obveznosti možnost vzeti si več časa za molitev in medsebojne odnose. Hvala ti tudi za čas novih izzivov, ki nam ne pustijo zaspati v zavetju ustaljenih navad, ampak nas prebujajo in spodbujajo k vedno novemu začetku. Hvala, Oče. Gospod, šolske sestre, se ti zahvaljujemo, da so v letu, ki ga je zaznamovala epidemija koronavirusa, nekatere sestre prepoznale klic na pomoč kot prostovoljke v domovih starejših občanov. Poleg zavzetega dela so zaposlene in obolele spremljale z molitvijo in jih blagoslavljale. Hvala ti, Gospod, za njihov zgled. Hvala, ker si varoval tudi naše skupnosti in da do sedaj nobena sestra ni zbolela. Hvala ti, Gospod. Dobri Oče,
Hvala ti za leto 2020, v katerem je naša slovenska provinca pripravljala, živela in uspešno zaključila provincialni zbor. V tem času smo po tvoji milosti premišljevali o Jezusovem klicu Efata, ki nas spodbuja, naj se odpremo, stopimo ven, se podamo k ubogim in se z njim srečamo. Ta klic smo imeli priložnost tudi v dejanju uresničevati na najrazličnejše načine v času epidemije. Posebno se ti zahvaljujem za naše sestre, ki so velikodušno, požrtvovalno in pogumno stregle tistim, ki so zboleli zaradi koronavirusa. Svoje darovanje tebi in bližnjemu nadaljujejo brez pridržka, ko lajšajo bolečino in trpljenje. Bodi zahvaljen za naše starejše sestre v skupnosti Mengeš, ki so v bolezni COVID-19 ohranile vero v tvojo pomoč in zaupanje v tvojo ljubezen, ter vdano darovale svoje trpljenje za vse trpeče in za zdravstveno osebje. Dobri Jezus, po Mariji se ti zahvaljujem tudi za varstvo, ki nam ga naklanjaš, ter tolike dobrote in milosti, ki smo jih deležne iz dneva v dan. Bodi zahvaljen za vse. Hvala ti, Gospod, za tvoje varstvo, za obisk vrhovne predstojnice, čeprav je bil po Zoomu. Hvala za vsa naša srečanja v provinci, nekatera v živo, nekatera po Zoomu. Hvala za odločitve, ki so v nas sprostile več življenja, in hvala za pripravljenost, da smo se začele učiti resničnega poslušanja. Leto, ki se je pred kratkim izteklo, je bilo prav posebno, zaznamovano s koronavirusom, ki ga nihče ni pričakoval. Čeprav je bilo za mnoge težko, pa vseeno Bogu hvala za vse, kar se je dogajalo. Posebna zahvala vladi, ki se z vsemi močmi trudi, da bi pomagala vsem državljanom, zdravstvenim delavcem, ki z veliko ljubeznijo skrbijo za obolele s koronavirusom, duhovnikom, ki tem in drugim bolnikom delijo zakramente in jih tolažijo. Bogu hvala tudi za vse prostovoljce in njihovo nesebično služenje. Prav, kakor se je sveti Frančišek v svoji hvalnici stvarstva zahvaljeval za vse, tudi jaz danes z njim lahko molim. Zahvaljen za vse, za tiste, ki jim življenje ni lahko, pa vendar ohranjajo ljubezen in spokojnost v srcu. Zahvaljen za vsak drobec stvarnosti, v katerem je zmagala tvoja ljubezen
Amen. Gospod, družba Jezusova se ti letos zahvaljuje za dvoje, predvsem za novega provincijala, ki si ga nam dal letos. In pa druga stvar, zahvaljujemo se ti, da smo lahko zaradi razmer več časa preživeli skupaj, da so se krepile naše skupnosti in da smo odkrili mnogo lepega, dobrega, biti skupaj in se osvobajali individualizma. Hvala ti. Gospod, zahvaljujemo se ti za to leto učenja. Kljub omejitvam na državni meji je naša slovensko-hrvaška inšpektorija ostala med seboj povezana. Iskali smo novih poti, kako se srečati. Provincialni dan in druga srečanja smo umestili v ekrane, a se vedno znova razveselile, da smo lahko videli obraze in slišali besede sester. Opazile smo, da smo se lahko približali tudi ljudem, ki jih prej v rednih pastoralnih dejavnostih nismo srečali in jih vključujemo tudi v to molitev. Zahvaljujemo se ti za možnost prostovoljnega dela v domovih za ostarele, ki je za nas predstavljalo posebno obogatitev. Ko smo v skupnostih prebirali in se pogovarjali ob papeževi okrožnici Laudato Si, pa je v nas raslo zavedanje o povezanosti med vsemi živimi bitji. Naj ti bo, Gospod, za vse čast in hvala. Gospod je moja luč in moja rešitev. Dobri Jezus, in zato od vseh srca hvala ti. Hvala ti za naš duhovni poklic, za milost in blagoslov, za tvojo ljubezen in zaščito, ki smo tako doživeli v preteklem letu. Gospod, prosimo te še vnaprej, da nas blagoslavljaš, da nam pomagaš, da bi lahko bile tvoja navzočnost v tem svetu, da bi bile tvoja svetost, posebej med najbolj ubogimi, med ubogimi. Hvala ti, Gospod.
Dobri Oče, zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubečo skrb za nas, ko v času preizkušnje, ki jo živimo, prav ničesar ne pogrešamo in nam nič ne manjka. Hvala Ti za milost, da si poklical nekatere sestre za služenje najbolj ubogim v domovih za ostarele. Hvala Ti, Oče, da se lahko tolikokrat povežemo v molitvi z drugimi, za bolne, ponesrečene, ljudi v stiski in da nas Ti vedno velikodušno uslišuješ. Hvala Ti, Oče, da krepiš našo vero in zaupanje, Tvojo previdnost, ki vse prav dela.